galeriji S na Ljubljanskem gradu sem zasnovala razstavo v sklopu Društva likovnih umetnikov Ljubljana ob 40-letnici, ki sem jo naslovila Tendence v abstrakciji, sistemi, tehnoorganizmi in informacije. Razstava se ukvarja s sodobnimi pristopi na področju abstraktne umetnosti. Gre za izbor 7 umetnikov, ki so zastopani s svojimi deli. Abstrakcija je v zadnjem času področje, ki je postalo vedno bolj aktualno, vsaj v zadnjih 15 letih. Lahko pogledamo razstave, ki so začele nekako v Združenih državah Amerike, kjer so recimo ena takih je bila 2012 v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku, ki je predstavlja neko revizijo zgodnjega obdobja abstrakcije z naslovom Inventing Abstraction 2010 do 2025 in potem se je vrstila serija razstav. Phaidon je izdal nek tematski pregled leta 2009 o abstraktnem slikarstvu, kjer so predstavljeni vsi ti protagonisti abstraktne scene. To je bil tudi nek tak povod, da se dotaknem tega področja v našem domačem kontekstu, kjer je abstrakcija nekako nima te teže ali pa te pozornosti, ki je bila deležna v tujini, je pa zagotovo zelo aktualen fenomen, ki je zagotovo zelo aktualen in relevanten in zanimalo me je, kako se umetniki odzivajo na to tematsko polje. Dejstvo je, da je današnje razumevanje abstraktne umetnosti recimo bistveno drugačno od izhodišč in kontekstualnih ozadij abstrakcije, ki se je oblikovala recimo v obdobju klasičnega modernizma in povojne abstrakcije. Tudi takrat, če gledamo, so bila ozadja ali pa izhodišča zelo različna, vsem pa je bil skupen ta radikalen izbris reprezentacije. Lahko je šlo za iskanje neke nove estetske forme ali pa raziskovanje skrajnih mej, do katerih lahko pripeljajo neka likovna sredstva. Abstrakcija se je kazala skozi neke utopične družbene projekcije, lahko je nastopala kot nek portal v metafizično ali pa duhovno atmosfero po vojni. Recimo predstavljala v ameriškem in tudi evropskem kontekstu neko gesto svobode ali pa potem v umetnosti poslikovne abstrakcije, minimalizma, kjer se je skozi abstraktno formo odrazila neka industrijska estetika značilna za to dobo in tudi želja po izbrisu kakršnihkoli vsebin ali pa alegoričnih ozadij, ki so jih ti objekti zastopali. Kakorkoli je danes abstrakcija dejansko postala del vsakdanjega življenja, vključena je v naše vsakdanjo izkušnjo, tako skozi recimo visoko dizajnirano okolje, skozi arhitekturo, skozi računalniške algoritme. Tako da ne gre več za neko likovno izraznost, ki bi predstavljala radikalno drugačno govorico ali pa alternativno podobo okolju, v katerem danes živimo. V neki paradoksalni, mogoče legi lahko abstrakcijo danes razumemo celo kot novo obliko realizma, zlasti, če pomislimo na digitalno infrastrukturo,
na informacijske sisteme, na ta matematična ozadja, ki so z vsemi temi mehanizmi. Navsezadnje tudi s tehnologijo rokujemo vsak dan z raznoraznimi napravami, od mobitelov do računalnikov, kavomatov, bankomatov. Z vsem tem so zelo kompleksni tehnološki sistemi, ki so za uporabnika skrajno poenostavljeni in abstrahirani. En tak zanimiv primer se mi zdi QR koda, oziroma če prevedemo koda hitrega odziva, ki je tipična, funkcionalna abstrakcija v sodobnem življenju. Zdaj, če se iz tega konteksta preselim na umetniško polje, me je zanimalo, kako se tega področja različnih vsebin, v katerih, ki sem jih zdaj naštevala, dotikajo sodobni umetniki. Pomembno se mi zdi pa tudi to, da ko danes govorimo o abstraktni umetnosti, v resnici ne gre za to, da bi bila neka abstraktna forma, primarni fokus ali pa motiv, s katerim se avtorji ukvarjajo. Ne gre za tematiziranje abstrakcije kot takšne, ampak je ta stranski produkt načina razmišljanja, postopkov, ki jih umetniki uporabljajo, in samih vsebin. Skratka, abstrakcija ni neko več problemsko polje. Danes vemo, da lahko sobivajo usmeritve in modeli, ki so bili včasih popolnoma kontradiktorni, figuralno, abstraktno, digitalno, analogno. Danes ni več vprašanje tovrstne izbire. In tudi če gledamo, recimo ameriški umetnik Richard Aldrich je denimo nekoč izjavil, da je abstrakcija zanj samo še rekvizit, ne pa neka v sebi konsistentna, avtonomna entiteta. Je del njegovega ustvarjalnega procesa, kjer jo uporablja vedno glede na kontekst in vedno z ozirom glede na neko zunanjo referenco, ki jo naslavlja. Tudi recimo znameniti ameriški abstraktni umetnik danes, Wade Guyton, če bomo gledali, kako ga opredeljujejo recimo na spletu ali pa že v Wikipediji, vidimo, da gre za postkonceptualnega umetnika. Tako da abstrakcija je danes bolj kot ne nek logičen proizvod samega mišljenja, razmišljanja. Avtorji, ki se predstavljajo, gre za različne umetnike, ki uporabljajo različne postopke, različne kontekste in vsebine, ki jih naslavljajo, tako da gre na razstavi za en cel spekter umetniških praks, od videa do objektov, instalacije in slik. Zdaj, če začnem z predstavitvijo posamičnih projektov, ki so zastopani na razstavi, začela z videoinstalacije Uršule Berlot Hiperoptika. Uršula Berlot se v svojih umetniških projektih ukvarja zelo pogosto z nevidnimi, z nekimi zakritimi procesi in strukturami, ki se ukvarjajo tako rekoč s procesi pod kožo stvari in ki jih razgalja šele tehnologija. Zato Berlotova v svojem delu na eni strani pogosto izhaja iz uporabe lastnega telesa, v katerega vstopa skozi sodelovanje z znanstvenimi laboratoriji in visokotehnološkimi napravami. Velikokrat tudi na aktualnem videu Hiperoptika gre za digitalno predelane mikroskopske podobe, ki so nastale na osnovi delcev avtoričinega lastnega telesa, kože in las. In skozi te skorajda hipnotične, zelo poetične, abstraktne metamorfoze
barv in oblik se odpira uvid v notranjost materije, ki skozi nano dimenzijo razkriva kot živa, gibljiva entiteta, ki je skozi našo vsakdanje izkustvo doživljamo popolnoma drugače. In na ta način Berlotova odpira skozi te poetične podobe tudi neke imaginarne prostore, v katere se lahko naseljujemo. Video hiperoptika je tokrat predstavljen v nekoliko drugačnem kontekstu. Skratka, gre za projekcijo na kamen, ki vstopa v te digitalne podobe in odpira neko novo razsežnost. Hkrati pa videoprojekcijo spremlja oziroma celo to izkustveno atmosfero kreira zvok skenerja, elektronskega glasbenika, ki ga Berlotova velikokrat uporablja kot sestavni element svojih del. Z odnosom med tehnologijo in naravo, z našim dvoumnim odnosom do tega polja s tem se velikokrat ukvarja tudi dela Boštjana Drinovca, ki ga poznamo po nenavadnih ludističnih napravah, strojih, ki nimajo neke funkcionalne funkcije, ampak se naseljujejo z neko drugačno, novo vsebino. Takšni sta tudi obe deli, ki sta del Boštjanove serije Drevesni delec. Gre za dva modela za digitalno fotosintezo. Eno izmed del te serije je danes tudi javna skulptura v Ljubljani. Torej, modela za digitalno fotosintezo sta neke vrste digitalni drevesi, svojevrstna križanca tehnološke narave, ki premišljujeta o našem odnosu do okolja, v katerem živimo. Na eni strani težimo za stalnim napredkom, si skušamo naravo podrediti ali jo pa popolnoma nadomestiti z tehnologijo, po drugi strani smo seveda od nje bistveno odvisni. In ta vidik je nekaj, kar naslavlja tudi Boštjan Drinovic, ki v svojem delu uporablja zelo različno, združuje različna estetska izhodišča, različne rešitve, materiale, od nekih daljnovodnih stebrov, laboratorijskih pripomočkov, računalniških vezij, Ikejnih kuhinjskih pripomočkov in podobnega. Suzana Barborović, na razstavi sta zastopani dve sliki Suzane Barborović iz njene ene izmed zadnjih serij, Skies. Gre za deli Space Train in A Cloud in the Night Sky. Suzana Barborović se s temi deli nekoliko odmakne od arhitekturnih izhodišč, ki so značilni za njeno dosedanjo prakso. Vedno je izhajala iz arhitekture, pri čemer je naslavljala neke zgodovinske kontekste, zgodovinski spomin od modernizma, nacizma, socializma in razmišljala, kakšen je današnji odnos do preteklosti, vedno vzpostavlja neko kritično distanco in prek preteklosti razmišlja tudi o sodobnosti, o sodobni hiperprodukciji, o denimo tehnološko preoblikovanem okolju. No, v delih iz te serije pa se Suzana premakne od arhitekturnih izhodišč k tematizaciji neba kot nekega skrajno utopičnega paravana človeške vizije in projekcije, pa vendarle je tudi to njeno nebo dobesedno in preneseno, prepredeno z
vidnimi in nevidnimi vezi. Se pravi, da se je ta digitalna, tehnološka infrastruktura Zemlje preselila tudi navzgor in na nek način se mi zdi, da naslavlja tudi digitalizacijo, ta digitaliziran pogled, ki določa vse naše predstavne horizonte. Roman Makše je na razstavi zastopan z arhitekturno-kiparsko instalacijo. Dialog med arhitekturo, objekti in prostorom je sploh značilen za njegovo delo. Tudi sicer gre za njegovo delo brez besed, tudi tukaj zelo asketsko, minimalno posega v razstavni prostor in ga preoblikuje, pri čemer skozi odprtine, mreže, paravane, pregrade, ki jih uporablja, vedno nekako aktivira gledalca k zaznavanju ali pa koordinira to njegovo prostorsko izkušnjo. Za Makšeta je značilna uporaba zelo različnih materialov, od vsakdanjih, čist funkcionalnih, industrijskih materialov do lesa, ki seveda v njegovih postavitvah izgubijo konvencionalno funkcionalnost in delujejo izključno skozi svojo materialnost, skozi nov asociativni spekter, ki ga ta dela potem proizvajajo. Bistveno pa je, da vedno temeljijo na odnosu med prostorom, gledalcem in objektom in ustvarjajo neko mikrolokacijsko izkušnjo, neke mikroprostore znotraj prostorov, v katerih se ta dela pojavljajo. Tobias Puttrich se predstavlja s 4 abstraktnimi deli, če temu tako rečem, ki so nastala iz popolnoma enakovrednega sodelovanja med človekom in strojem, med umetnikom in računalnikom. Puttricha poznamo kot avtorja, ki deluje interdisciplinarno, ki povezuje kiparstvo z arhitekturo in dizajnom. Poznamo zlasti njegove objekte in intervencije, prostorske intervencije, s katerimi posega v prostore in daje neke prostorske predloge. Tokrat sem pa zbrala 4 dela, ki so nastala z uporabo umetne inteligence. Zdaj gre za to, da je avtor izdelal modele risb, ki jih je potem računalniški program na podlagi umetnikovih odločitev posvojil. Na podlagi modela s pomočjo različnih faz strojnega učenja generiral nove podobe, ki so bile narejene z ploterjem. V te podobe je Puttrich zopet posegel, jih dopolnil ročno z točkovnimi intervencijami, jih dal zopet v program, ki se je ponovno učil po umetnikovem modelu in ustvari se, lahko rečemo, lahko neskončno število ponovitev, ki izhajajo iz tega dialoga med avtorjevim postopkom, med njegovim miselnim procesom in seveda strojem, ki se tega procesa nauči, lahko celo nadaljuje z različnimi variacijami. Tako so nastale neke, lahko rečem, skoraj podobe neskončnosti, ki izhajajo iz neskončnega števila možnih permutacij in nas ustvarjajo neko tako neskončno zanko, pri kateri seveda sploh ni več pomembno to, kaj je delo človeške roke in kaj je delo umetne inteligence.
Dela duše jesih skozi neko racionalno, analitično estetiko lahko uvrščamo v neko linijo geometrijske abstrakcije, ki pa jo duša naseljuje s popolnoma novimi vsebinami. Tudi na njena dela je mogoče aplicirati neko popolnoma sodobno izkušnjo današnjega okolja, ali gledamo signalizacijo recimo javnih površin, gledamo racionalno organizacijo okolja, znakovno kulturo, ki jo vse povsod srečujemo, ali pa lahko na te slike apliciramo celo matematične temelje neke digitalne geometrije. Tako da tudi duša jesih dela s temi slikami, jih je mogoče sestavljati, lahko funkcionirajo kot modularne enote, ki torej omogočajo neko fleksibilnost same postavitve. Mojca Zlokarnik se že od študijskih časov ukvarja s problematiko barve, ki obstaja kot nek neizčrpen fenomen. Danes lahko rečemo, da živimo v zelo barvnem okolju. Vsepovsod nas spremljajo intenzivni barvni dražljaji s panojev, z ekranom, skozi oblačila. Vendar kljub temu tudi digitalizacija, ki omogoča široko barvno paleto, ne more še vedno popolnoma nadomestiti izkušnje, ki izhaja iz materialne slikarske obravnave barve, kakršno je recimo pri Mojci Zlokarnik, kjer se to izkustvo formira skozi interakcije, skozi medsebojna razmerja, obstaja na nek način neulovljivo in do določene stopnje tudi nepredvidljivo. Kljub temu, da njena dela delujejo zelo razumsko, temeljijo na barvnih pasovih, pa je v njih veliko nepredvidljivosti, veliko intuitivnosti in naključja. In tudi Mojca sama pravi, da vedno zasleduje nek barvni feeling, vendar končni rezultat je včasih vedno nekaj nepredvidljivega. Zdaj na razstavi se Zlokarnikova predstavlja z objekti strmenja, ki že samim naslovom aludirajo na računalniške zaslone ali pa na vse zaslone, ki danes večinoma zavzemajo našo pozornost. Tako da Mojca se tu referira na to digitalno-tehnološko preoblikovano zaznavo, ki seveda percepcijsko preoblikuje človeka, hkrati skozi to hitro konzumpcijo dražljajev, podob. Ti njeni objekti zaslona seveda naslavljajo to digitalno izkušnjo, po drugi strani pa seveda se tej izkušnji zoperstavljajo, namreč skozi barvni ritem, ki ga ustvarja skozi barvna sozvočja, je to izkustvo popolnoma drugačno od tistemu hitremu, nepredvidljivim podobam, ki se menjajo z neizmerno hitrostjo in jih potem samo še konzumiramo, ne pa nikoli zares vidimo. Tako da objekti strmenja, rekla, spreobrnejo to sodobno strategijo gledanja in to hitro, instantno pozornost, ki je značilna za današnjega gledalca. Ne glede na to, s čimer se abstraktna umetnost danes ukvarja, se ukvarja z neko tehnološko naravo, se ukvarja z znakovno kulturo,
z digitalizacijo, z relacijami med človekom in strojem, med analognim, digitalnim, s telesom. Skratka, s čimerkoli se ukvarjajo danes, še vedno odpira zelo, po mojem mnenju, široko manevrsko polje za naše lastne projekcije. In tudi dela, ki vstopajo v te aktualne kontekste, seveda ne naslavljajo samo sedanjosti, ampak so neke vrste prognoze tudi prihodnosti. In to je bila abstrakcija vedno.